Tale oddaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na net, poslušaj reč nas, kaj je novega na svet. Od zdrave do vzgoje in malce politike, ljubezen, šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skavti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živeti, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira. Mladoskop. Šolskega centra Škofja Loka pozdravljam v studiu magistrico Mojco Šmelcer, ravnateljico Srednje šole za strojništvo, in gospoda Milana Štigla, ravnatelja Srednje šole za lesarstvo. Dober dan. Vaša šola je odprta, posebna, vabljiva za dijake. Zakaj, gospa Mojca? Na našem šolskem centru ponujamo izobraževanje na vseh različnih zahtevnostnih stopnjah srednješolskega izobraževanja. Ta izobraževanja potem zaključek zagotavljajo ali zaposlitev ali pa možnost nadaljevanja izobraževanja na višjih visokošolskih ali univerzitetnih študijih. Trg dela je takšen ali pa družba je tako sestavljena, da se vse bolj povprašuje po konkretnih znanjih, in tega vi nudite veliko na srednji šoli. Ja, vsekakor. Pri nas na šoli za lesarstvo se trudimo razvijati potencial mladih. To se pravi, da se že zgodaj razumejo, da imajo velik potencial, ki mu je treba prisluhniti. Zato jim nudimo različne možnosti. Pri nas seveda v povezavi z lesom. Les, ki je nekako lep material, ljudje ga prepoznajo kot toplega, z njega se da narediti marsikaj lepega, hkrati pa človek razvija, bom rekel, ne samo svoje mehanske sposobnosti, ampak tudi dušo. Tako, ker material je res edinstven, zato mladi skozi njega večajo svoj potencial, svoje znanje. Dragoceni narodni kapital, ki ga do zdaj, na žalost, še nismo znali dobro unovčiti. Ja, kar nekoliko smo ga zanemarili zadnjih 20-30 let, ampak ljudje se ponovno zavedajo njegove vrednosti. Poleg programa lesarstvo, česa se še preučijo dijaki pri vas? Na srednji šoli za strojništvo izobražujemo za zelo različne poklice z področja avtoservisne dejavnosti, to je avtoserviser, avtokaroserist, pa z področja strojništva, inštalater strojnih inštalacij, strojni mehanik in pa oblikovalec kovin orodjar. To so poklici, za katere se izobražujejo dijaki 3 leta in zaključujejo z zaključnim izpitom. Lahko se izobražujejo po šolski ali po vajeniški obliki izobraževanja in se po zaključku izobraževanja ali zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje po programu 3+2 oziroma na poklicno-tehničnem izobraževanju. Pri nas za poklice strojni tehnik in avtoservisni tehnik, kjer potem zaključujejo s poklicno maturo. Zahtevnejši program, 4-letni program, pa je strojni tehnik, to je na področju srednjega strokovnega izobraževanja, kjer tudi zaključujejo s poklicno maturo in so potem poti naprej odprte na višje šole, visokošolske študije, lahko tudi na univerzitetne študije z dodatnim 5. oziroma 1 predmetom splošne mature. Po novem, letos bomo vpisovali drugo generacijo za področje tehniške gimnazije. To je splošno izobraževanje, torej namenjeno vsem tistim, ki so bolj zvedavi, vztrajni, dosledni, želijo poleg splošnih znanj pridobiti tudi strokovna, naravoslovna, družboslovna, jezikovna in seveda tudi tehnična znanja. Kajti v tem programu ponujamo tudi razvojno in raziskovalno delo v podjetjih, to je torej nekoliko drugače, se v tem razlikujemo od drugih splošnih gimnazij in tudi tehniških gimnazij, in seveda to predstavlja tudi perspektivo za nadaljnje izobraževanje. Skozi delo, skozi znanje se vzgajajo v odgovorne osebnosti. Želimo dijake na svoji poti peljati nekoliko drugače. Predvsem individualiziramo delo, delujemo na različnih projektih, kjer si dijaki zastavijo nek cilj in potem od začetka do konca, do končnega produkta, kar nam tudi material omogoča, nekako naredijo nekaj in potem analizirajo to svojo pot. Mislim, da je zelo pomemben ta drugačen pristop. Potem se mogoče tudi ločimo od drugih šol, da delamo veliko na tej individualizaciji,
na projektih, v sodelovanju velikokrat tudi s podjetji, s katerimi imamo zelo dobro razvit odnos. Preko 50 podjetij, v katere vključujemo naše dijake. Podjetja zaenkrat, zadnjih 10-15 let, je na področju lesarstva potrebe po kadrih so zelo velike. Ne? Je pa res, da dijaki si pa tudi sami želijo potem nadaljevati študij, mogoče na naši višji šoli za strojništvo in lesarstvo, kot tudi na različnih fakultetah. Pristopijo v zadnjem letniku 4-letnega programa tudi k tako imenovanemu 5. predmetu, ki mu omogoča tudi direktni študij na univerzitetnih programih, na drugi bolonjski stopnji, bom rekel. Tako da imajo res obilo možnosti potekati tudi na druge načine, skozi tako imenovane interesne dejavnosti, potem sodelovanje preko Erasmus projektov, kjer imajo možnost tudi opravljene prakse v tujini. Zelo, zelo dobri smo tako na področju strojništva kot lesarstva, tudi na področju dijaških podjetij. To delamo pa skozi Zavod za spodbujanje podjetništva mladih. Letos bo na šolskem centru tudi konferenca, kjer dijaki ustanavljajo svoja podjetja in potem neposredno na trgu te svoje izdelke, storitve tudi tržijo. Če omenim, lansko leto recimo so dijaki ravno naše šole bili najboljši na državnem nivoju, tako da so šli potem naprej na to tekmovanje na evropski ravni, ki je bilo na Siciliji, in s tem tudi spodbujamo nekako njihovo samozavest, ki je, bom rekel, realna, nekaj imajo za pokazati. Pri vas dobijo znanja, ki so podlaga za uspešno podjetništvo. Podjetništvo pa vemo, da je še vedno nosilec uspešnega gospodarstva v Sloveniji. Drži, zato ker vsi poklici, za katere izobražujemo v šolskem centru Škofja Loka, so odlična odskočna deska tako za zaposlitev, kot tudi za samozaposlitev. Torej, da dijaki lahko odprejo lastna podjetja in imamo zelo veliko primerov dobrih praks, kjer se to zgodi. Na nivoju celega šolskega centra pravzaprav že tekom izobraževanja dijaki lahko izbirajo med več kot 400 različnimi podjetji, recimo, kjer se lahko izobražujejo, opravljajo prakso, tudi počitniško delo. Kar je pa pomembno ali pa značilno za naš šolski center je tudi, da poleg strokovnega znanja krepimo tudi socialne veščine, odgovornost, razpolaganje s prostim časom, recimo spodbujamo solidarnost, strpnost. To je pri mladih danes zelo pomembno, ker vemo, da te elektronske naprave vodijo v neko osamljenost in spodbujamo veščine, ki so zelo pomembne. Kajti v sklopu šolskega centra Škofja Loka imamo tudi dijaški dom, kjer pa bivajo naši dijaki, ki so bolj oddaljeni od našega šolskega centra, in če bi se želeli pri nas izobraževati, so toplo vabljeni tudi v dijaški dom. Kdaj in kje vas lahko podrobneje spoznamo, kaj pripravljate? Ja, seveda v Škofja Loki, na šolskem centru, se pravi, v bistvu sta dve lokaciji. Srednja šola za lesarstvo je na lokaciji Kidričeva 59, se pravi v petek 14. in soboto 15. februarja ob 9. in 15. v petek in soboto ob 9. Za srednja šola za strojništvo pa vabimo na lokacijo Podlubnik 1B, in sicer v petek ob 11. in 17. uri ter v soboto ob 9. uri. Dijaški dom pa si boste lahko ogledali, kako bivamo oziroma kakšni so pogoji in možnosti v petek med 8. in 19. uro in v soboto med 8. in 13. uro. Vse tiste, ki vas pa zanima višja strokovna šola za strojništvo in lesarstvo, pa vljudno vabljeni v petek ob 10. uri in 16. uri ali v soboto ob 10. uri. Za vse nadaljne informacije pa vabljeni na našo spletno stran scsl.si. Najlepša hvala za obisk v studiu, za navdušene besede. Včasih, ko takole človek posluša, si želi, da bi bil mlajši. Magistrica Mojca Šmelcer in gospod Milan Štigelj, hvala za obisk. Veliko zadovoljstva vama pri poučevanju, kot seveda vašim mladim pri pridobivanju novih znanj in potem poznaje na trgu dela. Hvala za vabilo. Hvala lepa. Mladoskop. Spoštovani poslušalci, v svoji družbi lepo pozdravljam ravnateljico Srednje poklicne in strokovne šole in direktorico zavoda Štefanija Kos-Zidar. Dobrodošli, dober dan. Pozdravljeni, dober dan. Prosim bi vas, če lahko na kratko predstavite vašo šolo. Ja, gre za tako zelo zanimivo šolo, ki se ukvarja tako v najširšem pomenu besede z umetnostjo, z vsem tistim,
ko imamo poln trebušček in potem si želimo imeti dobro dekoracijo, lep vrt, zanimivo fotografijo in dober film. Naša šola ima na področju hortikulture že kar 80 let tradicije, na področju aranžerstva 25 let, no na področju fotografije pa na srednji šoli 4 leta. Tako da šola naša sestavljena iz 2 enot, iz srednje poklicne in strokovne šole in iz višje strokovne šole. Na srednji šoli imamo naslednja področja, torej aranžerstvo, fotografija in hortikultura. Na področju aranžerstva imamo program aranžerski tehnik, na področju fotografije fotografski tehnik, na področju hortikulture pa 3 programe. Na poklicni stopnji kot 3-letna programa cvetličar in vrtnar in 4-letni program hortikulturni tehnik. No, ta 2, torej cvetličar in vrtnar, če imajo vsaj dober učni uspeh, lahko potem dijaki nadaljujejo v programu 3+2, tako imenovano poklicno tehniško izobraževanje in dobita potem naziv hortikulturni tehnik. Na višji strokovni šoli pa imamo trenutno 2 programa, in sicer program hortikultura in pa snovalec vizualne komunikacije in trženja. No, v letošnjem letu, študijskem letu, naša šola praznuje 20. obletnica, torej višje strokovne šole, in kot za tak jubilej, mladostni jubilej, spodobi smo dobili prekrasno darilo, tokrat strani države, namreč v študijskem letu 2025-26, torej naslednje študijsko leto, naslednje šolsko leto, smo dobili nov program inženirja fotografije, torej program fotografija. Čestitke tudi z naše strani za tole okroglo obletnico, torej podlaga je, izkušnje so. Zdaj me pa zanima, gospa Štefanija, zakaj bi priporočali mladim, da bi se vpisali na vašo šolo? Kakšne so njene prednosti? Ja, naša šola je na obronkih mesta Celje, na južni strani, v smeri proti zahodu, proti Žalcu, proti Ljubljani, ozira se v Savinjsko sonce, kjer je raste hmelj. Sicer gre pa na tako manjšo šolo, na šoli nas je trenutno na srednji šoli 342 dijakov, na višji šoli okrog 80 študentov. In govorimo o šoli za življenje, ker noben dijak ni spregledan. Jaz kot ravnateljica in seveda tudi ostali učitelji poznamo otroke po imenih, kar pomeni, da lahko kar najbolje razvijajo svoje talente. Naše metode poučevanja so zelo sodobne, so usmerjene v dijaka, kar pomeni, da v bistvu lahko nek talent, ki ga prineseš, kar je seveda potrebno za vsa 3 področja, ga kar najbolje razviješ. Tudi dijaki seveda niso številka, pri nas v učilnicah je tako zelo sproščeno, veliko pouka temelji na praktičnih vajah in ko greš po hodniku, je vsak letni čas nekaj drugače. Še posebej morda poudarim šolski park, kjer je zelo zanimiv, saj je nastajal tekom generacij 80 let in so zelo zanimive rastline, med njimi tudi nekatere fosilne rastline. Skratka, smo šola za življenje, kjer si pravzaprav lahko to, kar si. In hkrati ponujate tudi izobraževanje, lahko bi rekli, za poklice prihodnosti, to so zeleni poklici. Ja, zagotovo mi govorimo o zelenih poklicih. Uvodoma sem že omenila, da gre to za poklice, ko naši diplomanti srednje šole in pa višje strokovne šole pridejo do izraza takrat, ko smo mi ljudje, kako bi rekli, siti in zdaj se oziramo po tistem lepem, kar nas noter napolnjuje. Vsak dan pridemo iz službe utrujeni in kako je lepo, če imamo lep pogled na vrt, potem da imamo interier urejen, potem v vsaki družini nas spremljajo dogodki od rojstva do smrti in tukaj pride fotograf do izraza. Potem so različni ostali dogodki, kot je poroka in še kaj, in to pravzaprav se lahko vsa ta naša 3 področja združijo, torej organizirajo različne dogodke, kjer pride do izraza aranžerski tehnik, fotografski tehnik in poklici z področja hortikulture. Tako kot rečeno, nov program fotografski tehnik. Zdaj pa se zahvaljujem za tale kratek pogovor in predstavitev, gospa Štefanija Kos-Zidar. Bi pa prosil, da o svojih vtisih o šoli in izkušnjah spregovorijo tudi dijaki. Z veseljem jim dam besedo. Trenutek. Dober dan, moje ime je Lilo Song in trenutno sem dijakinja srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in obiskujem 3. letnik programa aranžerski tehnik. Je pa v bistvu zelo všeč, ker je v bistvu delo zelo razgibano, program je zelo razgiban, poudarek je na praktični strani
učenja. Veliko je kreativnega dela. Kar se tiče pa predmetnika, je tudi zelo razgibano. Učimo se, kar je pomembno za prihodnost, recimo tudi za našo prihodnost kot posamezniki. Imamo podjetništvo na trgu, ki nas v bistvu pripravlja, če bomo imeli svoje podjetja, multimedijsko oglaševanje, potem pa seveda aranžerstvo, dekoraterstvo, tudi umetnostno zgodovino, spoznavamo različne sloge in stile in se v bistvu to vključujemo v naše praktično delo. Nace Vrbek, dijak 3. letnika fotografskega tehnika. Za šolo sem zelo zadovoljen, zlasti zato, ker imamo svoj park, kjer v bistvu lahko fotografi razvijamo svoj čut za fotografijo. Tudi super se kombiniramo z drugimi programi, kot recimo aranžerji, ki nam pripravljajo aranžmaje za fotografijo in v bistvu se celotna šola res lepo med programi povezuje in smo fotografi, se počutimo res zelo prijetno in sprejete na šoli. Jaz sem Suzana Raja Krošelj, 3. letnik hortikulturnega tehnika. Ta šola je definitivno zelo odprta. Zelo si dobrodošel tukaj. Zelo mi je tudi všeč naš program, ko smo veliko na terenu, veliko nas učijo z delom. Priznam, da je zelo tukaj uživam, je zelo fajn. Iz samega programa mi je všeč, kako se osredotočamo na stroko in pri vsakem strokovnem predmetu pridemo z ene druge perspektive na stroko in potem vidiš, kje vse se pravzaprav narava lahko najde in kaj vse lahko z njo narediš. Z vami je pa Anže Kadunc, študent 2. letnika hortikulture. Program traja 2 leti. Imamo zelo razgibano, veliko praktičnega izobraževanja. Predavatelji se zelo trudijo, če nam nekaj jasno, da nam obrazložijo. Vaje so zelo praktične, take, da nam bojo v življenju v meri prav prišle in pol še naprej, ko se bomo zaposlili. Meni osebno ta študij zelo ustreza, ker delam z naravo in mislim, da je tu naša prihodnost. Za sklep, gospa Štefanija Kos Zidar, ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole, kaj bi še sporočili na koncu vsem, ki nas poslušajo? Ja, pred nami so informativni dnevi. Vem, da boste bodoči dijaki in dijakinje, pa tudi študenti in študentke ta 2 dneva pridobili ogromno informacij. Rekla bi, da jih ponotranjite in razmislite in tisto, kar boste dobili drugo jutro, ko se zbudite, je prava odločitev. Sicer pa, če se mi srečamo 14. in 15. februarja na srednji šoli zjutraj ob 9, na višji šoli ob 11 in popoldan ob 3 na obeh enotah in soboto 15. ob 9 zjutraj, vas bom vsakega posebej zelo vesela. Sicer pa vse dobro v nadaljnjem življenju. Hvala lepa, vse dobro tudi vam. Srečno. Mladoskop. Zaustavimo se zdaj pri Srednji ekonomski šoli Ljubljana Roška. Z nami je gospa Zdenka Sušec, bibliotekarka in pa profesorica edinstvenega predmeta v Sloveniji. Gospa Zdenka, dober dan po letu dni znova. Dober dan vsem poslušalcem Radia Ognjišče. Za vašo Srednjo ekonomsko šolo na Roški pravimo, da se pri vas srečata ekonomija in kreativnost, ob tem pa še inovativno razmišljanje. Kako, Zdenka, ste to skozi leta dosegli? Ja, pravzaprav je to teklo nekako postopoma, To se velikimi spremembami v podjetništvu, namesto poslovnih načrtov poslovni modeli, več kreativnosti, več samostojnega dela, potencial, da ti nekaj poženeš naprej, da ni tukaj v šoli potem neka teorija, ki ni vnočljiva v življenju ali pa si jo ne znaš uporabiti, ampak nekaj, kar je za življenje tudi hkrati. Se pravi, ekonomija, kreativnost, to, kar poganja svet, inovativnost sploh in vse te discipline na nek način, potem mehke veščine, ki tukaj sodijo zraven, gotovo, od timskega dela do kritičnega razmišljanja, do design thinkinga, vse te stvari zelo pripomorejo, da človek naredi dodano vrednost nečemu. Se pravi, ne samo klasična ekonomija kot ekonomija, ampak neka dodana vrednost, izboljšano računovodstvo, drzni startup, v tem smislu. Poučujete edinstveni predmet, nam ga predstavite? Ja, to je res en edinstven predmet, imenuje se design thinking ali oblikovalsko razmišljanje. Rešujemo probleme iz realnega sveta, kar je zelo dobrodošlo, sicer manjše probleme kot gospodarstvo, ampak vendarle neke probleme, ki imajo posebno pot reševanja, poseben proces reševanja.
je veliko treba kreativnosti, veliko brainstorminga, veliko razmišljanja, stvari, ki jih pač moraš vključiti, da prideš do prave rešitve. Seveda moraš pa najprej najti pravi problem. In ta predmet je v 2. letniku in tukaj jih res postopoma uvajamo v te korake pri design thinkingu, kot je recimo vživljati se v uporabnika, potem definirati njegove probleme, potem videti stvari z drugega zornega kota, iskati ideje samo za neko rešitev, ki je tipična za tistega uporabnika, to seveda testirati, prototipirati in na koncu pridemo do nekega produkta ali neke storitve, če smo seveda zadovoljni z njim. Če ne gremo pa spet nazaj, ponovno pa pogledamo, kje smo bili prekratki, kaj je treba spremeniti, ali smo v empatiji kaj zaobšli, da nismo prav razumeli uporabnika, ali pa nekaj drugega, recimo, ali pa smo, ponesrečene ideje dali. Proces je tak, da se da vračati in je to fino, ker je tak reverzibilen. Kolikšne so izkušnje iz preteklih let, ali dijaki s takšnimi idejami nadaljujejo tudi, ko postanejo samostojni? Ja, jaz mislim, da dobijo ene temelje. Imamo nekaj uspešnih dijakov tudi, ki imajo že svoja podjetja. Torej, marsikdo se pa vrne na šolo, To je recimo meni ena lepa informacija in reče, koliko smo tukaj dobili. Ali pa recimo naš dijak je šel na management v Koper in je rekel, mi se pa zdaj tam učimo poslovne modele, jaz pa to že vse vem, recimo. Ali pa design thinking ne slišim na vsaki šoli tega. Je pa to ena prihodnost oziroma zelo razvejana stvar, ker so najboljša podjetja, uporabljajo to metodo, da so bolj ustvarjalni, da odkrivajo nove stvari. In ta povratna informacija dijakov je meni zelo dobrodošla. Ali pa me rečejo, a bo še naslednje leto tak predmet, lahko ti design thinking pomaga oblikovati tvoje življenje, da veš, kdo si, kam bi rad šel, kakšne so tvoje želje, kakšni so tvoji potenciali, kaj bi rad torej bil v prihodnosti, če veš, ker je zdaj tako nepredvidljivo vse. Opolnomočimo z nekimi veščinami, da lahko potem delaš na kakršnem koli izzivu. Seveda se moraš še dograjevati, ampak važni so te izzivi, da se ga ne bojiš, da se ga lotiš. Kaj pa umetna inteligenca? Ja, umetna inteligenca je pa zdaj tako, ko veter prišla noter. Naenkrat smo vsi tukaj, vendarle imamo mi prednost pred umetno inteligenco in da to ne bo zamenjalo učiteljev. Mogoče tam ene analize podatkov, avtomatizacija poslovne komunikacije, drugače pa ne verjamem, da bo to izpodrinilo človeka v tem smislu, ker človek je le celostno bitje, ima etiko, ima vrednote. Umetna inteligenca jemlje od zadaj, tisto, kar ima že v bazi, recimo in neke prebojne, inovativne ideje. Jaz ne verjamem, da bo lahko vse nadomestila, ker človek je le človek in človek rabi interakcijo in rabi medsebojne izzive. V popolnosti gotovo ne, bo pa sigurno svet postavilo na glavo, ker bo marsikaj se spremenilo, od metod poučevanja, do vse avtomatizacije teh procesov, ki so lahko čist simpatični. Jaz tukaj vidim učitelja kot nekega sodelavca, otrokom dajemo to, da hkrati tudi razmišljajo svojo glavo in pokažemo recimo slabosti umetne inteligence, ampak jim damo eno spoznanje, da če bodo zakrnili svoje možgane, bo samo še umetna inteligenca razmišljala namesto njih. Umetna inteligenca pa nima čustev, vse zaenkrat še ne, lahko da bodo tudi to počasi razvili, ampak vseeno, končna odločitev jaz mislim, da bo na človeku. In da dijaki imajo pa zelo radi te zadeve, oni so z druge generacija telefonov, interneta in njim je to zelo simpatično in zelo radi uporabljajo. Je pa tudi fino, ker je na internetu veliko orodij, ki resnično pomagajo podpirati pouk in so nam v pomoč, pa tudi dijakom. Na Srednji ekonomski šoli Ljubljana Roška imate zelo dobro vpeljano tudi delovno prakso v sklopu projekta ali programa Erasmus Plus v tujini. Sem zelo vesela te prakse. Mi kot šola vložimo ogromno truda, da pridobimo finance, kar ni samoumevno, in potem res poskušamo dati dijakom najboljšo mednarodno izkušnjo, kar je možno. Mogoče celo imamo malo drzne poti, ki jih drugi nimajo. Recimo, čez 2 meseca, 3 bom peljala dijake na Gran Canarijo, poskusijo delovno okolje, kjer se morajo znajti, totalno druga kultura, opravljajo delovno prakso vsak dan in ravno tako, kot tukaj pišejo dnevnike in se preizkusijo v komunikaciji, recimo tu, najbolj angleščina, tudi španščina, najbolj se preizkusijo v osebni rasti, odraščanju. Jaz vidim izjemen vložek v tem, kako postanejo samostojni. Hkrati pa vedno smo malo drzni, da probamo odkriti kaj novega. Probamo dijakom dati neko mednarodno, kulturno, delovno izkušnjo, da lahko poskusijo vse tiste
veščine, znanja, ki so jih pridobili, hkrati pa izjemno pridobijo na samozavesti, ker to je neprecenljivo za dijake. Povabiva, kdaj odprete šolo, informativni dnevi, kaj pripravljate? Torej v petek 14. in soboto 15. tako kot na vseh drugih šolah, 9. pa 15. je v petek, potem v soboto ob 9. Predstavlja se bo cela šola s svojim programom. Mi imamo recimo tudi poslovno angleščino, učna podjetja, poslovanje podjetij, potem imamo dobre učitelje, dobre tuje jezike, kar res lahko dobijo in so tudi kar napredovali v tujih jezikih, dobijo dobro podlago za komunikacijo s svetom. Smo tudi kar dobri v računovodstvu, smo imeli zlata priznanja, prehod ekonomije, kreativnosti, teh splošnih predmetov, kot je tudi slovenščina, geografija, zgodovina, potem imamo karierno usposabljanje, torej en poseben predmet, kjer se učijo posebnih veščin, kako ustvariti si kariero. Upam, da bomo uspeli prikazati in ta naš makerspace, tako imenovani, kjer jim lahko torej približamo staršem in dijakom posebno izkušnjo, ki jo mogoče druge šole ne bodo lahko ponudile, ker da zaenkrat ne vem, da bi imel kdo takšno okolje kot mi, delovno. Več pa na spletni strani šole. slj.si je naša spletna stran, Srednja ekonomska šola Ljubljana, potem imamo tudi Instagram, imamo Facebook, imamo ta omrežja, tam se lahko pogledajo utripi naše šole, seveda pa vsi povabljeni kadarkoli na šolo, mi smo zelo odprti, lahko pridete k pouku. Zanimivo videti ta drugačen pouk, mogoče drugačno razmišljanje. Gotovo so ta znanja, ki jih dobijo še kot dodano vrednost, izredno pomembna. Vidim en širok razpon. Tudi na spletni strani lahko to pogledate. Srednje ekonomske šole Ljubljana Roška. Gospa Zdenka, najlepša hvala za ta vpogled. Želimo vam tudi v prihodnje čim več zadovoljnih dijakov in vam uspešnega poučevanja. Najlepša hvala in lepo povabljanje na našo šolo na edinstveno izkušnjo ekonomije in kreativnosti. Mladoskop. Na dostna frekvenca